Pozdravljeni! No, odločila sem se, da danes posnamem video in vam potegnem 3 karte, da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo. Naj vam povem, da je to moj jutranji ritual. Zjutraj, ko vstanem, prižgem svečko in enostavno rečem: svetle sile, hvala za podporo, hvala za to, ker enostavno sem tukaj in sem vodena in sem zaščitena. In potem vzamem karte prehoda na novodobo in potegnem 3 karte in danes bom za vas potegnila 3 karte in da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo. Prva karta, nebovzeti mojstri, številka 12. Potem naslednja karta, vera in naslednja prijateljstvo. No, lejte, pojmo po vrst. Nebovzeti mojstri, podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen, to je karta številka 12. In naj povem, da tele čudovite slike v teh kartah je naslikala Katarina Vidmar in lahko rečem, da rada jo imam, res lepo je bilo in z njo sodelovati in tudi zdaj naprej imeti lep prijateljski odnos in tudi to bomo pregledali. Poglejte, dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen, kjer je obup, naj bo vera, kjer je tema, naj bo svetloba, kjer je žalost, naj bo veselje, naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežito z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. No, to pa je pa naslednja, 14. Vse je tako, kot je prav, mirna sem. Neskončnemu v meni ne more spodleteti. Mojemu življenju vladata red in mir. Mojega duha prežima brezpogojna ljubezen. Na vseh področjih me vodi božanska inteligenca, življenje me ljubi. In prijateljstvo, to je pa karta 76, no in ta karta pa pravi takole. Brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi. Dovoljujem, da v moje življenje prihajajo ljudje, ki me sprejemajo in podpirajo. Brez slabe vesti lahko prosim za pomoč. Ponos mi samo škodi. V ljudeh, s katerimi sodelujem, iščem svetlobo in hvaležna sem za vse prijatelje, ki me spremljajo na poti življenja. No, v glavnem, tele 3 karte sem potegnila za vas, zdaj pa še eno stvar vam želim predstaviti. Dejstvo je, da tukaj imam tole mojo knjigo, ko imajo hormoni žur in to je zdaj že 4. izdaja. In v čem se razlikuje od prejšnjih izdaj? V 4. izdaji je dodana meditacija za odpuščanje in je res ena od lepših meditacij, kar sem jih kdajkoli slišala, in to je iz Pranic Healinga. Tudi ta prva karta, v nebovzeti mojstri, to je delček iz meditacije Twin Hearts, tudi v Pranic Healingu. No in vam preberem to meditacijo in mogoče, če takrat, ko imate nek odnos, kamor ste se zataknili, ko enostavno veste, da nekaj treba spremeniti, ampak drugih ne moramo spremeniti, prizadeli so nas, kako pa zdaj naprej. Enostavno samo poslušajte ali pa preberite to meditacijo in boste videli, kako enostavno bo. Zdaj mogoče ta čas, ko me poslušate, lahko tudi zaprete oči in boste videli, kako pride nova energija. V glavnem prekličemo si osebo, ki nas je prizadela in ji tiho rečemo: jaz duša pozdravljam božanskost v tebi. Jaz duša prepoznavam duhovnost v tebi. Oba sva otroka vsemogočnega bitja. Oba se razvijava. Razvoj pa zahteva čas. Potreben je postopek in vsi delamo napake. Za vse napake, ki si jih naredil, naredila, za vse rane, ki si jih povzročil, povzročila ti odpuščam. Za vse trpljenje in vso bolečino ti odpuščam na vseh ravneh in te spuščam. Sproščam se svojo jezo, sovraštvo ter zamero do tebe. Sproščam se svoje trpljenje, bolečino in žalost na vseh ravneh. In zdaj globoko vdihnemo in izdihnemo vso bolečino. In spet tiho pogledamo osebo in ji rečemo: jaz duša pozdravljam božanskost v tebi. Jaz duša prepoznavam duhovnost v tebi. Oba sva otroka vsemogočnega bitja. Oba se razvijava. Razvoj pa zahteva čas. Potreben je postopek in vsi delamo napake.
za vse napake, ki si jih naredil, naredila, za vse rane, ki si jih povzročil, povzročila ti odpuščam. Za vse trpljenje in vso bolečino ti odpuščam na vseh ravneh in te spuščam. Sproščam se svojo jezo, sovraštvo ter zamero do tebe. Spuščam se svoje trpljenje, bolečino in žalost na vseh ravneh. Zameno prosim za tvoje odpuščanje. Prosim, odpusti mi, res mi je žal. In spet globoko vdihnemo, zadržimo in izdihnemo vso bolečino. In še tretjič tiho pogledamo osebo in ji rečemo: jaz, duša, pozdravljam božanskost v tebi. Jaz, duša, prepoznavam duhovnost v tebi. Oba sva otroka vsemogočnega bitja. Oba se razvijava. Razvoj pa zahteva čas. Potreben je postopek in vsi delamo napake. Za vse napake, ki si jih naredil, naredila, za vse rane, ki si jih povzročil, povzročila, ti odpuščam. Za vse trpljenje in vso bolečino ti odpuščam na vseh ravneh in te spuščam. Sproščam se svojo jezo, sovraštvo ter zamero do tebe. Spuščam se svoje trpljenje, bolečino in žalost na vseh ravneh. Zameno prosim za tvoje odpuščanje. Prosim, odpusti mi, res mi je žal. Zdaj dvignemo roke v položaj blagoslova in si zamislimo to osebo pred seboj in v mislih ponavljamo: blagoslavljam te z mirom. Vam bom pokazala takole, dajte roke in enostavno si predstavljaj to osebo pred sabo in si govor: blagoslavljam te z mirom. Pojdi v miru, bodi blagoslovljen, blagoslovljena. Blagoslavljam te z ljubeznijo, moj svet je miran, naj bo tudi tvoj svet miran. In to toliko časa ponavljajte, da vam odleže in na koncu rečete: amen, tako naj bo. Amen pomeni tako naj bo. In mogoče zdaj, ko so prazniki, en nasvet, če imate še vedno zamere do svojih staršev, naslednji video bom mogoče potem posnela, kako preverite, ali imate še kakšno zamero ali jo nimate. Ampak mogoče tale meditacija je odlična, da jo ponovite 2-krat na dan, 3-krat na dan, toliko, da vam odleže. Ena stvar, kar sem pa jaz naredila leta nazaj, sicer je bilo za materinski dan, ampak ni važno, kdaj to naredite. Mogoče zdaj za praznike napišite pismo svojim staršem, zakaj ste jim hvaležni. In jim dajte to pismo in boste videli, kakšna sprememba se bo zgodila. Starši se bojo izravnale vse tiste krivice, mogoče, ki ste jih vi občutili, tiste krivde, ker ko enkrat daš čez slab odnos ljubezen, se vse zgliha. In poskusite mogoče zdaj čas za nov začetek, da začnete novo leto, drugačni vibraciji. Božič je pred nami, na koncu koncev so to res krasni prazniki, ampak če si zataknen v en odnos in ne zmoreš, ne da bi spustil tega človeka, niti sebi ne dovolš iti naprej, ostaješ zmerom grenek priokus. In vemo, da pogosto družine, ko pridejo na kup, se skregajo prav za praznike. Tako da naj bo letošnje leto drugačne, zaključek leta drugačno in da začnemo z drugačno noto, z drugačno novo v novem letu, zato da, zdaj je treba počistiti za nazaj, da lahko začnemo naprej. Tako da lepo se imejte in naredite nekaj v tej smeri, da bolj živite.